Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V današnji, seveda zimsko obarvani pravljici, bomo spoznali prikupnega krtka, ki se je ves čas čuden nad snežno pokrajino odpravil na pravo pustolovščino. Le kaj vse je doživel med raziskovanjem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Diamant v snegu. Pri moji kartini, je vzkliknil krtek, ko je nekega dne priril iz zemlje. Kaj pa je to? Bilo je sredi zime in gozdnato pokrajino je prekrila debela snežna odeja. Krtek ni še nikoli videl snega. Zaradi njega je bila pokrajina videti neznana in čudovita. Zapustil je svojo kartino in se podal raziskovati. Vse okrog je vladala tišina, kot bi bila vsa pokrajina začarana. Krtek se ni mogel načuditi, očaran od vsega. Potem pa je nenadoma začutil, da drsi po strmem zasneženem pobočju. O! Je stokal, ko se je s svojimi tačkami poskušal ustaviti. Ui! Je vzklikal, ko je brzel po strmini navzdol. Uf! Je zajavkal, ko je treščil ob drevesno deblo. Krtek se je pobral in presenečen zajel sapo. Nekaj gladkega in bleščečega je štrlelo iz snega tik ob njem. Bil je prepričan, da tega še trenutek pred tem ni bilo tam. To je zagotovo čarovnija, je pomislil Krtek. Videti je kot diamant. Moram ga vzeti s seboj domov, se je odločil. Krtek je nesel diamant po strmem bregu navzgor. Bilo je naporno. Diamant je postajal moker in spolzek, zato ga je bilo težko držati. Presneto, je rekel Krtek, ko mu je spodrsnilo in je diamant kar izstrelilo iz njegovih tačk. To je pa tako, kot da bi mi hotel pobegniti, je Krtek sopel, ko je lovil diamant po strmini. Morda pa je čaroben diamant, je pomislil. Kako je sopihal, ko je končno dosegel vrh brega. Vroče mu je bilo in bil je zelo utrujen. Hitel je ves nestrpen, da bi bil čim prej doma. Zdaj je bil prepričan, da je diamant res čaroben, saj v njegovih tačkah spreminjal obliko. Bil je že skoraj na cilju, ko je spoznal, da v njegovih tačkah ni ničesar več. Diamant je izginil, tik pred njegovimi očmi. Tisti trenutek je mimo njegovih ušes privršala snežna kepa. Takoj za njo pa so prišli jež, veverica in zajec. Pozdravljen, Krtek, ga je živahno ogovoril jež. Ali se boš kepal z nami? Ga je povabila veverica. Toda Krtek je bil še vedno nesrečen, saj so bile njegove tačke prazne. Kaj pa se ti je zgodilo, Krtek? Ga je vprašal zajec. Krtek jim je povedal vse o čarobnem diamantu. Kako se je kar pojavil od nikoder, spreminjal obliko in hotel pobegniti, ter kako je končno izginil tik pred njegovimi očmi. Naj je Krtek svojo dogodivščino opisoval še tako prepričljivo, prijatelji mu niso verjeli. Vsi skupaj so se vrnili k drevesu, kjer je Krtek diamant prvič zagledal. Tukaj sem ga našel, jim je razlagal Krtek in kazal v sneg pred seboj. Zajec, jež in veverica pa so se smejali. Poglej, je rekel zajec in operil tačke v veje.
Krtek je nezaupljivo dvignil pogled in takrat jih je zagledal. Na drevesu je bilo na stotine diamantov. Veseli so prav z vsake veje. To so ledene sveče, je pojasnila veverica. To je samo zamrznjena voda, je nadaljeval jež. Tista ledena sveča, ki si jo ti našel, se je stopila v tvojih tačkah, je razložil zajec. Torej ni bila čarobna, je bil žalosten Krtek. Ne čisto zares, mu je prijazno odgovoril zajec. 4 prijatelji so se podali v breg. Ko so dosegli vrh, se je Krtek še zadnjič bežno ozrl proti drevesu, polnemu ledenih sveč. Samo za trenutek se ustavite, je rekel ves vznemirjen. Poglejte! Sonce je zahajalo čez zasneženo gozdnato pokrajino in svoje zadnje žarke poslalo med veje drevesa, tako da se je prav vsaka ledena sveča svetlikala v zlati svetlobi. To je bil najveličastnejši trenutek, kar jih je doživel kdorkoli od njih. Krtek, zajec, jež in veverica so strmeli v drevo, začarani in prevzeti, dokler ni zamrl zadnji sončni žarek. To je bilo čudovito, je olajšano vzdihnil zajec, ko se je spet podal na svojo pot proti gozdu. Res krasno, se je strinjal jež. Pravlično, je dodala veverica. No, ste videli? Je smeji rekel Krtek ponosno. Saj sem vam rekel, da so čarobne. Ejoj, kako prikupen je bil tale Krtek, prav res. Tako pozitivno naravnan, navdušen nad zimsko pokrajino ter očaran nad ledeno svečo. In poglejte to drevo. Kako čudovito je moralo res izgledati ob sončnem zahodu. Ja, pravlično in čarobno, tako kot so ugotovile živali. In ja, stvari so v življenju res čarobne. Le videti jih je potrebno in verjeti vanje, predvsem pa verjeti vase. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še mnogim zimskim pravljicam, ki so kot nalašč za hladne zimske dni. In ne pozabite, če imate željo slišati vašo najljubšo pravljico, mi lahko vaši starši pošljajo elektronsko sporočilo na naslov mojknjižnikoticek@gmail.com. Res se veselim prebiranja vaših sporočil. Uživajte, lepo se imejte in ne pozabite na svoje sanje. Naj bodo čim bolj čarobne. Čau, čau! Ja. Res lepo, ne, kadar verjamemo v kakšne stvari.